Hvala. Dokument, ki ga imamo pred sabo strani Evropske komisije, datira na 13.6. Sedaj 5 mesecev od tega. 6. meseca je veliko rožic cvetelo, sedaj počasi prihaja zima, so te rožice uvenele in tudi to poročilo je na povsem napačnih postavkah oziroma čas se je toliko spremenil v teh 6 mesecih, da vidimo, da to, kar je bilo junija zapisano, danes dejansko ne drži več. Marsikaj, kar je bilo tudi narejenega pri skupni kmetijski politiki za novo obdobje in je na koncu rezultiralo v ukinitvi kvot, najbrž danes ne drži več. Zato mislim, da je skrajni čas, da se na področju mleka zavedamo realnosti in te realnosti pogledamo v oči. Včeraj so me obiskali predstavniki European Milk Boarda, se pravi tisti, ki proizvajajo mleko, tisti, ki živijo v hribovitih območjih, tisti, ki živijo v ravninah, tisti, ki so v zadnjih letih tudi investirali, pričakajoč nove kvote, danes pa z obupom se sprašujejo, kako bodo odplačevali kredite. Na eni strani tisti, ki so računali, da bodo po ukinitvi kvot lahko več proizvajali, tisti, ki pa živijo v območjih z težkimi dejavniki za kmetovanje, pa se sprašujejo, koliko časa še bodo lahko preživeli. Mislim, da je skrajni čas za absoluten alarm na področju mleka v Evropi, kajti vekolikor se bo nadaljevalo to, kar se sedaj dogaja, je velika bojazen, da bomo v 2-3 letih izgubili mlečno proizvodnjo v hribovitih območjih, da se mladi ne bodo več odločili za to panovo, ker enostavno ne vidijo v njej perspektive in govedorejska kmetija se nikakor ne more tako hitro prilagoditi trgu, kot se to trgovci ali pa če hoče tudi katera druga kmetijska panoga. Zato apeliram na vse, da prisluhnete tudi European Milk Boardu, njihovim predlogom, ki apelirajo na sprotno spremljanje in pa hitro reagiranje in da je pravi odgovor v kontrolirani proizvodnji. Davkoplačevalski denar ne bo rešil evropskega kmetovalca.